Danes bi z vami rada podelila eno pomembno modrost, ki je meni pomagala spremeniti življenje. Ki mi je pomagala, da sem šla iz tega občutenja žrtve do občutenja, da sem vodja v svojem življenju, da sem zmagovalka in da lahko kreiram aktivno svoje življenje. In ta preprosta, ampak v bistvu kar kompleksna modrost se ji reče tako. Vse, kar se dogaja zate. In to je lahko sprejet, kadar se nam dogajajo lepe stvari. To se dogaja zame. In lahko hodite lepo po gozdu pa rečete, tale smreka je tukaj zame, tale kamen je tule zame, tale prijeten vetrček je tukaj zame, to poletje je tukaj zame, ta kavica, ki jo spijem s prijatelji, je tukaj zame. In lahko zavestno živimo in se zavestno vsak dan si rečemo, wow, to je tukaj zame. In čutimo, kako smo blagoslovljeni, koliko lepega je tukaj za nas. In to nam dvigne razpoloženje in to nam odpre oči za še več lepega in še več lepega pride v naše življenje. Kaj pa, ko se nam težke stvari dogajajo? Takrat smo pa navajeni se pritoževati, obsojati, jamrati, se s kom na dolgo pogovarjati in mu na dolgo, široko razglagati, kaj se nam je zgodilo. Komaj čakamo, da bomo nekomu povedali, kakšne težke stvari se nam zgodijo, kakšni čudni ljudje so okoli nas, kako krivica se nam je zgodila. In ko to delamo in ko to damo še svojo energijo v to, smo v bistvu v občutenju žrtve. In se počutimo kot nekdo, ki se mu težke stvari dogajajo. In da ne bo pomote, vem, kaj to pomeni, če se vam težke stvari dogajajo in vem, da ni enostavno in vem, da so eni ljudje res težki, naporni, da ne uporabim kakšne čudne besede, ne. Jaz se tega vsega zavedam. Ampak, če hočete biti vodja svojega življenja, in jaz sem se na neki točki odločila, da bom. Če hočete biti vodja, v bistvu morate imeti prvi svoj stav, svojo naravnanost, ne morem spreminjati drugih, edina oseba, ki jo lahko spremenim, sem jaz sama. Ko so vsi okoli vas se zdijo idioti in hudobni in nesramni in ne vem kaj, ne morem jih spremeniti. Spremenim pa lahko sebe, spremenim, da me ne bo več prizadelo to, kar se dogaja okoli mene. Ali spremenim, da ne bom več pritegnila teh ljudi v svoje življenje. Kako pa to spremenim? Lažje je reči kot narediti, ampak tudi narediti se da. Kako to spremenimo? V bistvu, da karkoli se nam slabega zgodi, je samo odsev tega, kar je znotraj nas. Če me nekdo ne obravnava spoštljivo, pomeni, da je v meni neka čustvena rana, kjer jaz kot otrok verjetno nisem bila spoštovana, kjer moje potrebe niso bile spoštovane, kjer se jaz nisem čutila slišano in zdaj je ta oseba prišla v moje življenje zame, da me piči tam, kjer me boli, da jaz pogledam, kaj me boli, da to bolečino dam ven, da jo transformiram, da dam vase ljubezen in da naslednjič, ko me bo nekdo nehote želel pičiti ali pa se bo pač nekaj zgodilo, mene več ne boli. Mene več ne boli. Zakaj? Ker vse se dogaja zame in lepe stvari, ki so okoli mene. In ko se mi težka stvar zgodi, poskušam preklopiti čim prej, čeprav včasih traja nekaj časa, da se spomnim tega, ampak poskušam preklopiti pa si reči, vse se dogaja zame. Zakaj? Zato, da lahko zrastem v svoji lastni moči. Da lahko postanem še bolj avtentična, da lahko še bolj napolno živim to čudovito življenje, da sem lahko v sebi še bolj mirna, še bolj samozavestna, še bolj radostna, da lahko še bolj ustvarjam. In zato je prišla ta naporna oseba k meni, zato je prišla ta težka situacija v meni. Zakaj? Da mi nastavi ogledalo, kaj je v meni problem, ki ga lahko jaz rešim, ki jaz lahko zrastem, ki jaz lahko postanem bolj močna in bolj ljubeča. In se preprosto ustvarjam življenje drugače. Se zdi težko? Se vam zdi lahko? Ampak to je res pot, da gremo iz občutenja žrtve. Posebej za tiste, ki ste imeli težko otroštvo, ki imate nizko samopodobo ali pa ki se vam res neke težke stvari dogajajo. Vedno je rešitev, da rešujemo znotraj sebe. Tudi ko imate še tako komplicirano situacijo, znotraj nas je rešitev. Ker v svet okoli nas je samo ogledalo tega, kar je v nas skrito.
Je pa res, da včasih je malo težje priti v te globine. Včasih je res treba se ustaviti, včasih tudi rabimo pomoč. Včasih je res treba to presneto našo skrivnostno podzavest, res malo raziskati, kje v meni je ta bolečina, kje v meni, kdaj sem se jaz tako počutila. Ampak to je način, ki meni res pomaga, ki je meni ves ta čas, ko sem se prvič srečala z osebno rastjo, ne vem, koliko 20 let nazaj, ko sem bila na enem delovnem mestu, kjer sem se zelo slabo počutila in ko sem se počutila, kot da sem v zaporu in kot da sem zapornik tam noter med tistimi 4 stenami in sem včasih gledala gor čez okno pa si mislila, joj, zakaj sem jaz tukaj. Ampak takrat sem prvič sem dojela to, ne morem nikogar spremeniti, njih pa še manj, niti sistema, niti načina delovanja, nič. Edina oseba, ki jo lahko spremenim, sem jaz. In ko sem se dovolj spremenila, ko sem dovolj dojela, sem rekla, ne, to pa ni zame okolje in sem šla. In tu se je nekako začela ta moja rast. Ne? Včasih nas more stvari zaboleti, da se lahko dvignemo. Včasih nas more malo zaboleti, včasih more priti kdo naporen v naše življenje ali pa kdo krivičen. Ali pa kdo, zakaj? Zato, da vidimo, tu je pa meja, tu je pa dovolj me je bolelo, moram iti vase, moram najti, kje v meni je to, da rabim v bistvu take ljudi, kje v meni je neka rana, ki jo rabim pozdraviti, ki jo rabim dati ljubezen vanjo, da lahko to presežem in da naslednjič taki ljudje več ne bojo imeli se zakaj zahakljati v meni. Torej modrost, ki vam jo danes dajem, je vse se dogaja zame. Nekam si jo napišite, ker bo treba nekaj časa, da jo osvojite. In ko hodite in ko vam je lepo, se zavedajte tega. In ko ste na počitnicah in vam je lepo, se zavedajte, vse se dogaja zame. In ko pridejo otroci vaši z žarečimi očki, wow, vse se dogaja zame. Ko vam se nekaj lepega zgodi, vse se dogaja zame. Ko dobite plačilo, denar, plačo, vse to je tu zame. Vse to je tu zame. Ko se vam pa težke stvari zgodijo, pa smo ponavadi rekli, vse se zgodi z razlogom. Meni to nikoli ni bilo preveč, ker nisem hotela, da se to dogaja, ker nisem vedela, kaj je to razlog. Zdaj pa vem. Zdaj pa ne rečem, vse se dogaja z razlogom, ampak vse se dogaja zame. Zakaj? Da jaz zrastem v svoji moči. Da ugotovim, česa res nočem, ker me toliko boli, da res nočem, da ugotovim, kaj nasprotno hočem in da potem tisto ustvarim. Torej vse se dogaja zame. Lepe stvari, da v njih uživam, da jih zaznam, da jih cenim, da živim zavestno in težke stvari zato, da vidim, kje v meni je bolečina, ker zunanji svet je samo odsev tega, kar je znotraj mene. Tako da vse se dogaja zate, dragi moji, draga moja, vse se dogaja za vas, dragi moji, vse lepe stvari, da v njih uživamo, da jih zaznamo, da jih čutimo, da jih doživljamo. In težke stvari zato, da se zbudimo, da rečemo, tega nočem, kaj pa hočem? Aha, to hočem. Ok, dajmo doseči to, kaj hočem. Evo, to je nekaj, kar je meni vodilo, ki ga uporabljam že leta in leta in leta in sem vam želela danes ga podati, dajte ga resno vzeti, vse se dogaja za vas. In lepe stvari in težke. Težke se dogajajo zato, da se zbudite v svoji lastni moči, da zgradite svojo lastno vrednost, da začnete slišati svoje potrebe, da začnete sebe imeti radi, da začnete sebe upoštevati in da začnete živeti tako življenje, kot vam je bilo namenjeno, polno, lepo, da boste živeli res radostno, vsak nov dan, da boste živeli v veselju. In če se vam lahko tu kakršnokoli pomoč, bo mi veliko veselje in veliko čast. Torej lahko se subscribate, kako se reče slovensko, da se prijavite še na naslednje videe, ki bodo prihajali, ker jih bom zdaj kar snemala. Druga stvar pa, če želite pomoč tukaj pri razvozlavanju teh svojih notranjih, globokih, podzavestnih bolečin, vzorcev in vsega tega, kar se potem na planu pride. Če rabite tu pomoč, gledajte, imate pa na voljo oseben pogovor, se boste pogovorili z mano oziroma z katerim od mojih sodelavcev
In potem tudi imate na voljo 3-mesečni program, kjer greste z mano za to, da spremenite svoje življenje. Da res tisto, kar vam boleče stvari sproža, da jih očistimo iz vas, da zažarite v svoji moči in da živite to življenje tako, da vam bo všeč. Prav? Rada vas imam, vesela sem, da sem z vami, vesela bom tudi vašega komentarja. Torej, kako se vam zdi ta stavek? Vse se dogaja zame. Kako čutite to perspektivo za vas? Vesela bom, če karkoli napišete, bom vse prebrala, tudi odgovorim. Tako da hvala in smo povezani in dobrodošli še naprej. Srečno!